Dober dan in čaroben decembrski pozdrav v naši oddaji za zdravje. Tudi danes bo najprej z nami Sanja Lončar s svojimi neprecenljivimi nasveti. No, verjetno že veste, predpraznični čas diši po sladicah, po praznični pa po bolniški in po dietah, vendar ni nujno, da je tako. Če ste sladkosnedi, vas verjetno bo zanimalo, kako narediti sladice, ki nam ne bojo dvigale sladkorja, ki nas ne bodo redile in ki bojo celo imele status prehranskega dopolnila, seveda pod pogojem, da se znate ustaviti pravočasno. Danes je na programu zdravi mafini. Pripravljali jih bomo z tudi zdravim nadomestkom masla, margarino Gourmet. In kako se bomo tega lotili? Postopek je zelo preprost. Vse suhe sestavine bomo zmešali v eni skledi, mokre sestavine v drugi skledi in potem bomo to združili. Pa gremo po vrsti. V eni skledi zmešamo moko, pecilni, mlete mandlje in kakao. V drugi, ki so mokre sestavine, bomo stopili maščobo, dodali sladilo, dodali sok, ki ga imamo za dodatno tekočino, eterično olje ali naribano limonco ali pomarančo plus začimbe. Začimbe, to je moj trik, vedno dam v olje. Zakaj? Zato, ker jih potem olje, kljub temu, da bo v pecivu tudi voda, jih olje bo zavarovalo, da res dajo lepo aromo. V topli maščobi se sprosti čisto drugačna aroma kot v vodi. Sami veste, kakšna je razlika med kuhanim krompirjem pa med ocvrtim krompirjem. Kot rečeno, začimbne mešanice, tle noter v gizeli glavač, ime je zelo pomenljivo, imamo cimet, klinčke, kardamom, janež, muškatni orešček, vse tisto, kar potrebujemo, da bo naša sladica zelo zdrava in žlahtna. Torej, to bomo mešali. Za aromo dodamo še 6 kapljic eteričnega olja pomaranče ali limone, ekološkega seveda, ali naribamo ekološko limono ali pomarančo. V to potem dodamo tudi tekočino, ki bo potrebna, pa sladilo, ki ga bomo uporabili. Agavin sirup že nasploh ima 30% manj kalorij od belega sladkorja, ampak malo si pomagamo, recimo 4 vrečke, to je 4 žličke, nekje tretjino sladkorja nadomestimo z naravno stevijo, ki nima nič kalorij. In bo zaradi tega naš glikemični indeks še nižji. Testo za mafine mora biti tako gosto, da se tako počasi odvoji od kuhalnice. Z mokrimi rokami se to zelo preprosto pospravi, s suhimi ne poskušajte. In za povrh damo malo
mandljevih lističev in to gre na 160 do 180 stopinj 20 do 25 minut. Zgleda preprosto, mar ne? No, lahko se tudi malo zaplete, lahko pa ima tudi neskončno variacij in če vas zanima zelo natančno, kaj vse lahko gre narobe in kako lahko vse varirate ta recept, poiščite natančen opis na www.zazdravje.net.